Obiskali smo družino v Zgornjem Dupleku, ki je med poplavami uspešno rešila svoje živali. Crkljali smo mladičke pasme Novoškotski prinašalec. Svetujemo, kako psom pomagati pri težavah s perianalnimi vrečkami. Nedavne poplave v Sloveniji so prizadele veliko ljudi, pa tudi živali. Fotografija moškega, ki rešuje svojega psa iz poplavljenega območja v Dupleku, je obšla Slovenijo. Preplavila je socialna omrežja in prišla tudi v nekatere tuje medije. Obiskali smo gospoda Žlahtiča, 70-letnega gospoda, ki je življenje rešil svojemu zvestemu sopotniku, 7-letnemu psu Rambu. Ob hitro naraščajoči vodi pa so pomoč najprej potrebovali njegovi poniji. Tako da se grejo podred, tudi da sem nov ponije rešil, da sem je ven spustil. Potem se je pa začela poplava, potem psa smo spravili tu v Koruzni gor, na visoko. Tu je bila poplava, ampak takšna nikoli, niti približno. In smo na visoko gor spravili, smo mislili 2 metra, tu pa je hudiča ne bo ga poplavilo. Potem pa žena pravi, da te sketno pravi, pes bom se potopil. Potem prijem jaz sem. Pravim, ljudi je to skozi dol stalo, pa ne hodi not, pa ne hodi, po čoln smo klicali, jaz čakam na čoln, psa tudi ne bi bilo več. Potem sem jaz to nočil, nekje 17 kiki vidim, da tu sem vodi bil. Samo voda ni bil največji problem. Največji problem je bil, da so ta polena s polno paro. Tu gore, ko so ta kmet imeli mogoče 40-50 kubikov teh bukovih drž naloženih. To je vse in to je prišlo to s takim močnim tokom, tu noter, in to te je udarja, to je najhujši še. Tok pa še te drve, Ja pa dok si se prebil do psa, pa vrate, da si tu odper. Potem še je problem nastal, ki z eno roko si psa gnal, z drugo pa ta polena se je odrival, to je bilo najhujši. Pomoč pa je potrebovala tudi ena izmed 3 njihovih muc, ki je bila ujeta v hiši. Rešila jo je gospa Žlahtič. Tu sem stopila gor na eno rožo, pa sem tu dolje potegla s te traverze tam gor. Dokot je segala voda? Tu se še vidi, kako dolč je bila voda. In kako je potekalo potem reševanje muce? Ja, to sem odmaknila, te vrate, pa vse, kaj je dol ležalo, da sem lahko prišla, pa jo držala gor. Vi ste dejansko bili zelo pod vodo, skoraj celi? Ja, do prsi gor, vse skozi. Muca je bila zelo prestrašena, kako je reagirala? Ja, samo je se kar pustila pred. Je vedela, da jo boste rešili? Pa je mož prišel tam da jo je prijel, pa da sem jaz lahko ven prišla. Rambo, 3 muce in poniji so zdaj na varnem. Pes se je že pomiril, tudi ponije, vidite, se povem. Po začetku je bilo to podivjano kot srna, nič ni bilo drugače, tako da si imel probleme, da si malo v miru, pa da so drugače. Zdaj nekako se je ustalilo. Po poplavi pa je ostalo razdejanje. Odplavilo oziroma uničilo jim je popolnoma vso krmo, uničen je izpust za konje, ki so zdaj nastanjeni v temnih boksih. Med prvimi so se odzvali prostovoljci Društva za zaščito živali Maribor, ki so poskrbeli za Rambovo hrano, priskrbeli so mu tudi hiško. Vemo, da je veliko ljudi, ki še potrebujejo pomoč. Skušali bomo ponovno zagotoviti novo pošiljko hrane, ki jo bomo prav tako verjetno namestili v kakšen drug zbirni center. Naši člani pa tudi hodijo po terenu in so tudi obiskali že nekatere druge ljudi in jim pomagali predvsem z hrano. Tako da res svetujemo ljudem, da skušajo zaščititi svoje živali. Nenazadnje to niso stvari, ni to imetje, ampak so to živa bitja, ki prav tako potrebujejo pomoč. Zavedamo se tudi, da je veliko število živali verjetno poginilo, divje živali, ribe, tudi perjad, svinje. To je vse odneslo po Dravi, tako da so v mukah umirali. Tako da res apeliramo na ljudi,
da za to pravi čas poskrbijo. V primeru, da imajo težave z namestitvijo, lahko pokličajo društvo, bomo skušali po najboljših močeh se potruditi, da najdemo začasen dom in res hitro ukrepati. Odzvali pa so se tudi člani Društva za zaščito konj. Prav to soboto jim pomagajo urediti izpust za konje, zanje pa zbirajo tudi krmo in slamo. Danes v oddaji o živalih in ljudeh predstavljamo mladičke posebne pasme. Edine mladičke v Sloveniji, katere pasme? Novoškotski prinašalec. Koliko so zdaj mladički stari? 3 tedne. Koliko jih je? 5, 3 samičke pa 2 fantka. In kako je potekala brejost in kotitev? Brejost je potekala za nas v bistvu težko, ker je bilo prvič. Nismo bili vešči ničesar. Smo imeli dobro pomoč referenta vzrejnega, veterinarjev, tako da smo imeli veliko nasvetov. Drugače pa načeloma potekalo vse kot po maslu. Porod je potekal sicer skoraj 12 ur, vendar je bilo brez problemov. Edino 2 mladička sta res nam umrla, ampak to nista v porodu, ampak zato, ker psička, ko je bila rojena, je imela še plodovnico v pljučih in nismo uspeli vsega odstraniti iz pljuč in zato je žal umrla. Kakšna pasma je to pravzaprav? Odkot izvira? Ti psi izvirajo iz Kanade, so lovski psi, spadajo med prinašalce. Delali so včasih in še vedno to pa tam kot vabniki rac, to je razlika glede na ostale prinašalce. Tekali so ob obali, v vidno polje, iz vidnega polja rac in jih tako pritegnili, da so se približale. Lovci so jih potem dvignili, postrelili, psi so jih prinesli iz vode. To je njihov glavni namen. Kakšni so, če pogledamo njihovo telo, obarvanost? Genetsko sta le 2 barvi dlake, čista rdeča in sablja rdeča. Sablja rdeča je tista, ko ima še črne dlake vmes. Vzreditelji ločili pa več barv, recimo vsi odtenki od oranžne pa do rdeče. Nos je lahko črn ali pa rjavkast, torej kožne barve. Ne sme biti metuljčkast, torej da bi bil pisan, vse ostalo pa recimo je v redu, če se le ujema z barvo usten, z barvo okoli oči in z barvo dlake, skratka po svestilu. Kako veliki zrastejo? To so najmanjši prinašalci. Samičke naj bi bile po standardu od 45 do 48 cm plečne višine, samčki pa od 48 do 51, seveda to je idealna višina. Lahko so seveda kakšni manjši, lahko so seveda kakšni večji. To so zelo aktivni psi, dosti bolj podobni mejnim ovčarjem, border colliejem, kakor pa ostalim prinašalcem po energiji. Razlika med border colliejem in tolerjem pa je v tem, da z njimi ne moremo ponavljati vaje v nedogled, ena in ista, ker jih zdolgočasimo in potem nehajo delati. Skratka, za njih mora biti vaja zelo začinjena, zelo raznolika, pestra in vedno zanimiva. So primerni za družine z otroci, recimo, kako se vedejo do otrok? Če so psi od majhnega navajeni na otroke, če jih družina lepo vzgoji otroke in pse, lahko normalno sobivajo. Seveda je treba popaziti pri teh psih, da otroci niso preveč grobi do njih, da potem, ko enkrat otrok že odraste, da so lahko prijatelji. Drugače seveda pa je enako kot pri ostalih psih, da takih otrok ne sprejmejo in imajo lahko potem psi probleme z vsemi. Dlaka je prav posebej mehka, koliko nege pravzaprav zahteva? Nič. Pravzaprav tudi za razstavo se jih ne striže, samo počeše, morda malo potrima za ušesi. Res ni posebne nege, zelo hvaležna dlaka. Če se karkoli gor prime, to zelo enostavno gre dol. Samo kopamo jih to pa tam, odvisno od potrebe, ker to so vseeno malo bolj packasti psi, z eno grejo po blatu, po dežju. Pravzaprav mi je čisto vseeno, kakšen je teren. Zarejeni so bili, oziroma pasma je bila narejena s tem namenom, da delajo, da so delavci, da so psi ljudi
navadnega porekla, skratka ne plemičev. In zato so tudi malo bolj tako neplemiški psi. Zdaj, ko imate doma mladičke, se je vaš življenjski ritem verjetno kar precej spremenil? Ja, se je. Čeprav ona je odlična mama, tako da prve tedne je šlo kar v redu, zdaj se pa začel težji del za nas. Ker seveda hodijo, postajajo aktivni, pa njih malo. Bo kar pestro. Ekipa oddaje o živalih in ljudeh smo ponovno obiskali veterinarsko bolnišnico dr. Emila Senčarja. Danes bomo govorili o žlezah. To sicer ni čisto pravi izraz, je pogosta težava psov. O čem govorimo pravzaprav? Ja, tu se pogovarjamo v bistvu o perianalnih vrečkah. To so vrečke. Res, da pogosto narobe omenimo, da so to žleze. Ampak to so vrečke, katere ležijo zraven analne odprtine in njihova funkcija v bistvu sega daleč v preteklost, zato vsebino teh vrečk kužeki označujejo teren oziroma so označevali teren, po domače povedano so markirali. Ne? In te vrečke sedaj delajo pogosto zelo velike težave, ker se v njih nabira vsebina, katera v bistvu stimulira imunski sistem in prihaja do enih alergičnih reakcij po telesu, do praskanja živali, do tresenja za ušeski, do rdečine v ušesih, skratka, strašno potencirajo alergijo pri živalih. Zato je zelo, zelo važno, da imamo te vrečke pod kontrolo, se pravi, jih redno praznimo. To veterinari počnemo sami oziroma naučimo tudi lastnike. Mogoče bi lahko povedal še to, da ni tako enostavno te vrečke pravilno sprazniti, ker ne smemo gnesti črevesa, ne smemo porivati prstov v zadnjično odprtino, kar mogoče kdo zelo narobe dela, zatem, ker iritira sluznico, okvari sluznico in tudi povzroča veliko bolečino živali. Skratka, te vrečke morajo biti spraznjene tako, da živali ne boli in da seveda da je učinkovito spraznjeno. Sama frekvenca tega praznjenja pa je dostikrat odvisna od tega, v kakem stanju je, tudi od prehrane, od ogromno enih faktorjev, ampak ponavadi nekje na 6 do 8 tednov začnemo, potem pa vedno daljše časovno obdobje. V določenih primerih je pa tudi potrebno že tedensko prazniti, ampak takrat se pa že pogovarjamo tudi o operaciji teh vrečk. Operacija je kar zahtevna za samo žival, tudi že zaradi samega položaja teh vrečk, ker je, vedeti morate, pod repom zraven ritke so zelo skeleči, boleči položaji tudi glede same potencialne infekcije, ker žival defecira, tako da lastnik dobi sicer vsa potrebna navodila, kakšen teden po operaciji je potrebno vsak dan prihajati k veterinarju, da zadevo očistimo, antibiotiki in vse podobno, ampak potem pa je zadeva rešena in ni več nobenih težav. Ne. Tudi mogoče, da še omenim ta gnoj, kateri je v njih, ta vsebina, to je v bistvu gnoj, to so same bakterije, lahko pride tudi, če ne stisnemo pravi čas, do perforacije, do tako imenovane fistule in izteče pod repom ven. Zgleda vse skupaj zelo grozno, žival tudi fejst boli, prihaja do visoke temperature, tudi lahko do septičnih stanj in vsega ostalega. Ne. Vi sicer priporočate, da se lastniki naučijo to iztiskati sami ali se vam zdi bolje, da je pod nadzorom veterinarjev? Jaz mislim, da je odlično, če se lastniki naučijo sami stiskati, čeprav, kot sem že prej omenil, vsi ne morejo, tudi ker jim živali ne pustijo. Veste, živali v ambulanti se le obnašajo drugače kot pa doma. Ne? Saj veste, svojega kužka, če ga v dnevni sobi nekje začneš okrog repa stiskati, bo gledal, pa si bo mislil, kaj mi to lastnik dela. Ne? Tako da tudi, če že to storimo doma, ne smemo v domačem okolju, se moramo odstraniti malenkost od svojega doma v stran in tam izprazniti te vrečke. Že sama vsebina, ta vojn žival, tudi čeprav njena lastna jo moti, jo vznemirja, to je en od momentov, pa že zaradi samega procesa, kot sem že prej omenil, ne sme boleti nič in v domačem okolju se živali ne sme zgoditi nič slabega, ne? Sploh pa ne iz strani lastnika, zaradi samega zaupanja, ki je seveda med lastnikom in pa živaljo. Ne? Pri praznjenju žleze dvignemo nežno repek visoko, tako da gre žlezica ven. Žleze ležijo, tako če gledate, recimo primerjate z uro 4 pa 8 nekje, ne? Na spodnjem delu zadnjične odprtine, levo, desno in nežno stiskamo, da počasi steče ven. Pač, ne? Mora biti pa nežno, da živali ne boli. Ne? To je to. Evo.
Kinološko društvo za reševalne pse Reps Maribor letos praznuje 15. obletnico delovanja. Praznovanje so združili s še enim jubilejem, s 5. obletnico delovanja Slovenskega združenja inštruktorjev Centra za šolanje psov, vodičev in pomočnikov SLO Canis. Vse skupaj pa so ovekovečili s fotografsko razstavo Reševalci in pomočniki z mrzlimi smrčki, na kateri je mogoče spoznati njihovo delo. Akcij, veliko prireditev, veliko preizkušenj, 4 svetovna prvenstva, precej izpitov generacije, 3. generacija vodnikov reševalnih psov. Do sedaj smo izšolali 20 timov, pri Canisu pa seveda naših 13 psov, pomočnikov in vodičev, ki smo jih predali uporabnikom. Avtorja fotografij, ki si jih lahko ogledate v avli izobraževalnega centra Pekre, sta Ivo Borko in Štefi Praprotnik. Reševalne pse in pse pomočnike sta spremljala ob delu. Nekaj stvari je bilo vnaprej dogovorjenih, se pravi, da smo s tem namenom se odpravili na lokacijo, da smo dejansko zadevo posneli. Nekaj je bilo pa takih tudi situacijskih, kjer sem se pridružila njihovim akcijam in jih spremljala ob samem njihovem delu. Se pravi, razne vaje, tekmovanja, njihova akcije reševalne, ko so dejansko iskali. Težko je to delo, zagotovo, ker je situacija zelo nepredvidljiva in nikoli ne veš, kaj te čaka na mesto oziroma na lokaciji. Člani društva za reševalne pse Reps prihajajo iz različnih okolij in strok. Povezuje jih ljubezen do psov, volja do dela, predvsem pa želja po pomoči tistim, ki jo v težkih trenutkih potrebujejo. Volje in načrtov za prihodnost je še veliko. V tem trenutku je naša največja skrb, kako obstati v naslednjem obdobju. Saj vemo, da vse posod je težko, gospodarska situacija ni ravno rožnata. Kar se prostovoljcev tiče, za nas prihajajo zelo težki časi, ampak kljub temu z entuziazmom in z veliko voljo članov našega društva, jaz mislim, da bomo nekako prestali vse te, bom rekla, neurja, ki trenutno prihajajo. Kar se pa tiče na strani društva Canis, pa seveda bi radi podvojili število psov pomočnikov, ki smo jih že predali. Z veseljem moram povedati tudi, da smo začeli z letošnjim letom oziroma od septembra naprej delati po novih standardih, po evropskih standardih. Končno smo dobili pravo certifikacijo, končno so naši inštruktorji dobili tudi mednarodna priznanja, tako da načrtov vsekakor vzdrževati stanje in delati še boljše. Gledalci naše oddaje veste, da smo se z gospodarjo že večkrat srečali na ranču Kaja in Grom. Danes pa smo se srečali v Lipici. Kdo je v najini družbi? Ja, v najini družbi je tulipan, koniček tulipan, zelo pameten koniček, ki se uči tudi ubogati nadaljavo, kot kuža hoditi z nami in naslednjič v naslednji oddaji mogoče bomo to lahko že pokazali samostojno. Potem je Mija, ki se je zdaj že povaljala, kar pomeni, da se je razgibala svoje mišice in naravnala kosti. Mija je tudi zelo zvedava. In pa Lučka, ki je ob ograji. Lučka, ki je ob ograji in že čaka, če mogoče je že čas, da gre delati. Ampak Lučka bo danes še malo počivala, ker je bila včeraj zelo pridna, in bo danes ima počitek, dan počitka.
Rekli ste delala, razlog, da jo predstavljava, pa je njihovo delo, delo z otroci. Kakšen je ta program? Naši poniji nam pomagajo, da v bistvu najmlajši otroci že spoznajo konjička in ker so majčkani, imajo manj strahu in je mogoče malo lažje narediti ta prvi kontakt. Zato smo tudi program ponij jahanja v Lipici spremenili. Pravzaprav smo jih nagradili, kar pomeni, da zdaj otroci ne pridejo samo in pač samo jahajo, ampak pridejo in dobijo prvi stik s konjem, se pogovorimo, kako konji govorijo, slišijo, ker pač ponij je tako kot vsak drug konj, pač konj, kako imajo radi, da z njimi ravnamo, kako se radi igrajo, recimo, kot ponij, kot naš tulipan zdajle, ki probava odpeti bundico, seveda v vseh mejah normale. Tako da poniji so za najmlajše samo tako za jahati, recimo, če pridejo v Lipico, pa bi radi samo kakšen krog pojahali, pa se malo zvedeli o ponijih. Ali pa imamo tudi v programih rojstnodnevnih zabav, kjer imamo ponovno tudi rojstne dneve, in ta najmlajši imajo stik poleg ostalega tudi stik z poniji in pa jahanje. Potem imamo pa še programe za družine, kjer lahko družine potem poleg programa samega z lipicanci, otroci potem jahajo tudi ponije. Koga so pripeljali iz hleva? To je naš Trompeto. To je konjiček, ki je zdajle predvsem usmerjen v travico, ker bi se zdaj pasul, ker to je tudi bil najin namen. Ko pridno končajno delo, ga pač potem mečkano nagradimo, pa se še malo pase, ampak on bi zdaj takoj ne bi mečkan počakal. To je Trompeto, ki je namenjen pravzaprav dela z otroci, je navajen otrok, prijazen konjiček, ki ima zelo, čakaj, ljubica, ki ima še malo peva, ki ima zelo rad otroke, je zelo tak tudi razumevajoč, prijazen, otroci se lahko pocrkljajo z njim, si lahko vzameš veliko časa. Tudi on uživa ob tem, da z otroci dela. Važno je in tudi pri otrocih in v programih z otroci in z družinami, ki so seveda otroci, ki so starejši tam od 8 let, do 8 let imamo nekako ponije, za prvi stik z konjem. Naredimo vedno tako, da povemo nekaj o konjih, kako govorijo, slišijo, kaj imajo radi, kaj pač ne marajo. Potem pa tudi naredimo stik s konjem, kar pomeni, da gremo do konja, se pocrkljamo, pobožamo in naredimo en tak tudi energetski stik, tako da tudi konj nas pozna, mi konja in potem tudi lažje prideš na konja in jahaš. V Kobilarni Lipica imamo dalj časa že ponije za jahanje, ki so seveda železen repertoar, recimo tako našega otroškega programa. Smo pa seveda prišli do prepričanja, da je treba tudi v tem segmentu ta program uskladiti s temeljnimi načeli konjeništva in ga narediti nekoliko bolj tudi poučnega. No in v sodelovanju s Rančom Kaja in Grom nam je to, mislim, da uspelo tako, kot smo si zamislili. Pomembno je, da otroci ne samo jahajo, da to ni samo fizična rekreacija, temveč da spoznajo, da so tudi poniji, konji, tako kot veliki konji, kot lipicanci, ki imajo enake potrebe, enak način komunikacije, s katerimi je potrebno seveda vzpostaviti stik na primeren način in vse to lahko otroci spoznajo v tem programu, ki ga tukaj v Lipici Darja Žnidaršič izvaja. In mislim, da je to za Kobilarno pomembna pridobitev.